Tina Volarič je pesnica in ilustratorka z Mosta na Soči, ki zadnje leta živi in ustvarja na Krasu. Obiskovala je srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, sledil je študij etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti. Tam je zaključila tudi znanstveni magisterij na temo lutkarstva. Njena ustvarjalna pot se je začela v času študija, ko je urednik založbe, pri kateri je opravljala delo lektorice in redaktorice, v ilustriranje ponudil naslovnico knjige Zgodbe kraljeviča Marka, Frana Milčinskega. To je bila njena prva objavljena ilustracija. Kmalu zatem se je ponudila priložnost, da ilustrira slikanico Franeta Milčinskega Ježka, zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi. Sem zajela sapo, sem zbrala pogum in šla za tem. Se preizkusila v tem, predvsem se nekako neobvezno, če bo totalno za nič ne objaviti in to bo to. No, potem je prišlo do objave in ta knjiga je dobila potem nagrado naslednje leto na knjižnem sejmu za najlepšo knjigo za otroke in mladino. Tako da takrat mi je bil en tak spodbuda. Tinine ilustracije krasijo mnoge knjige in revije za otroke, glasbene albume in muzejske vodnike. Razstavljala je na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini ter se udeležila bienalov ilustracije. Za svoje delo je prejela več nagrad. Leta 2015 je pridobila status samostojne delavke v kulturi. Čeprav ilustriranje zahteva veliko časa in prostora, je Tinino zanimanje pritegnila tudi poezija. Tako v mojih zgodnjih 30-ih je prišel bolj iz ene stave z mojo prijateljico Renato Lapanja, da to pokaževa drugi. Ona je bila moja prva bralka sploh. In potem so skupaj prijavile svoje poezije na festival mlade literature Urška. Potem je pa šlo nekako naprej. Na tem festivalu je bila izbrana za najbolj perspektivno mlado književnico, Uršljanko leta. Naslednje leto je šel njen pesniški prvenec Krožnice večglasnih tišin, ki ga je ilustrirala sama, prav tako kot svojo lansko zbirko Nekje notri je uho. Potem sem v eni točki videla, da ima smisel, da jaz tudi sama dodam ta del likovni v knjigo z ilustracijami, ker v tem primeru sem te ilustracije razumela bolj kot neko likovno poezijo, recimo. Ne vizualno poezijo, kot jo poznamo po teoretskem kanonu, ampak ilustracije v obeh knjigah prinesejo eno drugo poetičnost v samo zbirko. In to, kar pesmi že govorijo, še malo razširijo. Vsaka knjiga, ki pride iz tiskarne, je rezultat vsega vloženega truda in časa. Kot pravi Tina, pa knjige s poezijo in ilustracijami zaživijo svoje življenje šele med ljudmi. Lepo je videti, da je videno to v svetu. Predvsem je to fino, ker to pol pripelje tudi do več branja, do novih idej, ki se potem med ljudmi utrnejo, ki jaz niti ne vem zanje, ampak se mi zdi, da je tako ena taka verižica reči, ki pole v raznih naših življenjih, si sledijo eno drugem.